Vse skozi, če berete knjigo Jezusovo življenje, vse skozi podaja dokaze za dokazom, kako demoni nas napadajo v naših umih z negativnimi mislimi. Kako nevtraliziramo te misli? V naše moramo dati pozitivne misli od Boga. Božja beseda bo ščitila naš misli in izrinila negativne misli demonov. In to je boj, ki ga neprestano imamo. In če razumete to, vam da nov pomen, zakaj morate dati Božjo besedo v vaše misli, zakaj morate Božjo besedo skrivati v srcih. Zato, ker je to ščit, ker je to meč, ker je to naše orožje proti sovražniku, ko daje te hudobne misli v naše misli. Ampak kako demoni napadajo? Kaj bi morali storiti za moža in ženo v našem zakonu, ko vidimo, kako napada sovražnik in nori v naši družini, to recimo se dogaja. Mož in žena, ko se nekako ne najdeta poti, da bi prišla na isto platformo. Ne znamo si pomagati kot to, da vedno znova ponavljamo cikle. Žena reče nekaj, možu se strga, mož reče nekaj, ženi se strga in naprej in nazaj in prej nazaj. Nekako bi vam dal nekaj reči, ki so pomagale meni. To ni zdaj celostni in izčrpen primer, ampak ko sva se jaz in žena sva šla skozi leto 2019, sva prišla skoraj do trenutka ločitve. Ampak Gospod je vodil mene, da sem imel obnovo v svojem življenju, prenovo. In mi pomagal, da sem razumel, kaj lahko storim jaz. In da sem tako lahko postopoma pomagal svoji ženi v sledečih letih, kaj lahko ona stori. To je nekaj od rekoč napotkov, ki jih lahko uporabite, ki so nama pomagali. Prvič, podal vam bom seznam. Prvič, mož bi moral brati poglavja v knjigi Adventist Home, kar se tiče moža. In žene bi morale brati poglavja, ki se tičejo žene v knjigi Adventist Home. In to sem storil tudi jaz. Ko je moj zakon propadal in so demoni noreli in smo se ukvarjali z duhovnim bojem v našem domu, sem šel v Adventist Home knjigo in sem bral tista poglavja, ne vem zakaj, ampak Bog je nekako prepričal moje srce, da če želim rešiti moj zakon, moram iti v ta poglavja v Adventist Home in prebrati, vedno znova prebrati. Kjerkoli sem potoval, karkoli sem počel, če sem čakal na sestanek, če sem šel na let, če sem potoval v avtu, na lokacijo, sem bral Adventist Home, kar se tiče moža. In postopoma sem si spisal seznam reči, ki je Ellen White rekel, da naj bi moži storili. In to me je naredil. In prvič, ker sem že prebral, verjetno sem prebral 10 do 20 krat, vedno znova. Znova in znova. Ko sem končal, sem šel spet brati. In tako sem odkril nove reči. Verjetno so bile preproste reči, morda vi to že poznate, ampak jaz sem to že vse pozabil, jaz tega nisem vedel. Do takrat, ko sem prebral Adventist Home, moja žena je to že brala, ko sva se poročila, ampak ko sem ponovno prebral te reči z namenom, da bi poskušal najti usmeritev, napotke, kako spremeniti moj zakon in moje življenje, mi je Gospod preprosto odprl z njegovim nasvetom. Podelil bom nekaj nasvetov, najbolj pomembne nasvete. Ampak te male reči, ki jih Božji prerok povedal, so me res odprle Piše, možje, ko pridete domov, ni pomembno, kako težak je bil vaš dan in kako pod stresom ste bili. Trenutek, ko stopite čez vrata doma, morate s seboj prinesti nebeški si. Svojega stresa ne smete prinesti v dom. Brez grdega pogleda. Tudi vaš obraz je problem. Tako sem se moral tega zavedati, ko sem prišel čez vrata, sem moral imeti na svoj obraz narisati nasmešek. Čeprav sem skoraj izgubil službo. Čeprav je bil stres službe zelo težek na mojih ramenih, sem moral skozi vrata priti z nebeškim nasmehom. Sicer bi to bil greh. Greh je za moža, piše Ellen White. Greh je za moža, če stopi čez vrata in prinese vse skrbi sveta v dom, v svetost doma. In verjetno, nisem citiral pravilno, ampak nekako to je bilo načelo, kjer je Bog spregovoril. Tako vam svetujem,
Če bi radi rešitev in načrt za rešitev problemov, berite može stvari, ki se tičejo moža, neprestano. Ne enkrat, dvakrat, 10krat preberite to. In ko boste to 10krat prebrali, si zapišite, kaj je Bog vam spregovoril. Kaj so praktični koraki, ki želi, da jih spremenite v vašem življenju, v vašem odnosu kot mož. In ko boste spremenili te stvari kot mož, temu rečemo reformacija. Temu rečemo posvečenje. In ko boste kot mož spremenili vaše obnašanje, bo tudi obnašanje žene se spremenilo, ker bo videla spremembo v vas. Ena izmed fundamentalnih knjig, ki sem jo odkril, je Adventist Home, poglavja o možu in o ženi. In seveda, može, ne berite poglavje o ženi in žene ne o možu, da ne bi kritizirali drugega, kar bi morali početi. To gre za to, kaj bi vi morali storiti in kako bi morali to storiti in kako želite, da vas Bog spremeni. Zato se koncentrirajte na to, kaj bi morali storiti vi. To je prvi korak. Druga stvar, ki sem se jo naučil, en zelo močan citat prihaja iz Adventist Home 442,2 AH442.2. To je zelo pomemben nasvet, naj vam ga preberem. Piše, mož ali žena lahko izrečeta besede, ki bi lahko sprožile hiter odgovor. Vendar naj tisti, ki se mu govori, naj molči. In tukaj je zdaj fraza, ki jo molim vsak dan svojega življenja. V molku je varnost. V molku je varnost. Pogosto je molk najostrejši očitek, ki ga je mogoče izreči tistemu, ki je grešil z ustnicami. Tu je torej rešitev. Za moža in ženo, ki se prepirata neprestano in je konflikt in nekako ne veste, kako premagati reči. Zapomnite se te vrstice. 4 besede. V molku je varnost. 4 besede. V molku je varnost. V molku je varnost. 4 besede. Ponovimo še skupaj, še posebej može. V molku je varnost. Zapomnite si to. Če si boste to zapomnili in molili to, v napetih trenutkih vas bo Sveti Duh spomnil to. In tako boste začeli to početi. Eden izmed 10 prepirov in ko se boste to zapomnili, boste naredili 2krat na 10 prepirov. In ko boste zrasli, boste to zmanjšali. 3krat, 4krat, 5krat v 10 prepirih. In dom se bo začel spreminjati. Še posebej za može. To je pomembno za vas, da lahko to storite. In zakaj je temu tako? Ker ženske besede ne prizadenejo toliko može, kakor prizadenejo moške besede žene. Ker moški niso toliko čustveni, ne toliko. Nekateri so, ampak nasplošno so ženske veliko bolj občutljive in čustvene. Torej, ko vaša žena vam reče, da ste neumni, v redu, cool. Ampak ko vi rečete vaši ženi, da je neumna, ona to začuti besedo 10krat močneje kot vi. In zato vam ne more odpustiti za cel mesec. In tako moški mislijo, v naših mislih se potem to zgodi. Ti si mi rekla neumna, zakaj ne moram jaz te reči, da si neumna? Ampak mi se ne zavedamo, ko jo rečemo, da je neumna, one to čutijo 10krat bolj kot mi, ker so čustvena bitja. Torej možje se morajo naučiti prakticirati to veliko bolj kot pa žene. Žene, super bi bilo, če bi to tudi prakticirale, ampak za može je to veliko bolj potrebno, da je v molku varnost. Veliko težje je ženam, da bi nadzirale besede, ker vaše besede so zelo pomemben del vašega življenja in lahko sedimo tam tudi brez besed, dolgo časa, zato je lažje moškim to prakticirati. Spodbujam vas, vzemite si to k srcu. V molku je varnost. In odkril sem, ko sem to prakticiral, da včasih moja žena, ko sem bil tiho, popoldneva, nekaj ur, je prišla do mene in se opravičila. Zaradi tega, ker jaz nisem branil in napadel nazaj, ampak je Sveti Duh na njo veliko bolj deloval.
veliko močneje. In kot duhovnik doma, s tem, ko sem tiho, dovoljujem, da Bog deluje delo, ki ga jaz želim, da on stori na njej. Ki si želim, da bi se zgodil doma, ampak ne morem, ali pa to nekako preprečim vsakič, ko se vračam z mojimi usti proti njej. Potem preprečim delovanje Svetega Duha, da bi ji pomagal, da se lahko spremeni. Sprememba se mora začeti z mano. Jaz moram moliti, se moram zapomniti, prositi Boga, naj mi pomaga, da se spomnim vsak dan v življenju. Spomnim, da je v molku varnost. Naslednja reč na tem seznamu je še ena molitev, ki je zelo specifična za moške. Ko berete te poglavja o moških ali o ženah, Ellen White pravi, molite to molitev. Moli to pogosto ali moli to v različnih situacijah. Vam bom še eno molitev prebral. Za može specifično. AH214.2. To zdaj piše možem. Zorno poslušajte. Ko ste skoraj pripravljeni popustiti, izgubiti potrpežljivost in samovladanje, biti trdi in obsojati, iskati napake in obtoževati, to je čas, da v nebesa pošljete molitev. Torej ta molitev. Tukaj zdaj da primer molitve. Pomagaj mi, o Bog, da se uprem skušnjavi, da iz svojega srca odstranim sokrenkovo jezo in zlobno govorjenje. Daj mi svojo krotkost, ponižnost, potrpežljivost in ljubezen. Ne pusti me, da bi sramotil svojega odrešenika, napačno razlagal besede in motive svoje žene, svojih otrok ter bratov in sester v veri. Pomagaj mi, da bom prijazen, usmiljen, nežnega srca, odpuščajoč. Pomagaj mi, da bom v svojem domu resnična hišna skupina in da bom drugim predstavljal Kristusov značaj. Amen, kaj ne? In to je molitev, katero želi, da moži molijo v trenutku, ko bi se ti lahko strgalo. To bi moral moliti in to bi vas bo spomnilo. To je še ena molitev, ki sem si jo zapomnil na pamet in jo dostikrat preberem in prosim Boga, da to da v moj spomin, ko je potrebno, v trenutku, ko bi znorel. To je 3. točka. 4. točka. Naučite se moliti, da bi Bog zvezal demone, ki so nad vašim partnerjem. Vsak izmed nas ima demone, ki nas skušajo in nam nagajajo in nas poskušajo, da se odzovemo na nek način. Še posebej doma, kjer morda soproga ni tako zvesta Gospodu ali pa jo ne zanima toliko, potem bo morda rekla, ne zdi se mi tako, ne čutim več Boga, ali pa morda rečejo reči, kot so, to je tvoja religija, jaz ne verjamem v te reči, isto religijo kot ti, ali pa ne potrebujem biti tako svet kot ti, ali pa mene te stvari ne zanimajo tako kot ti, potem veste, da demoni obkrožajo njih, da bi jih nekako blokirali, da bi zaznali obsodbo. Tako se lahko prepirate ali pa jih silite, prosim, bla, 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 Bog te ljubi. Jih poskušate prepričati, da bi se spreobrnili, ampak dokler so nekako držijo demonov, ki jih obdajajo, ali pa so samo tam, blokirajo vas, da bi sploh lahko vplivali na njih. In nekako se bojujete izgubljajočo bitko. Zato prosite, da bo Bog zvezal demone, ki blokirajo njihovo srce, da bi jih lahko Bog prepričal. Medtem, ko jih Bog prepričuje, potem bodo prišli k tebi in bodo rekli, hej, mislim, da potrebujem Jezusa. A lahko moliš zame? In tako bo se začeli bolje odzivati. Če mislite, da nabijate v zid in ne prijete do njega, bodite tiho, prvo, v času krize, napetosti, in drugič, začnite moliti, da bi Bog zvezal demone. In takoj, ko Bog zveže demone, ki obdajajo osebo, bo Bog spet obema začel pomagati, da prijete na isto raven. Zavedajte se, da v vsakem domu obstaja demon prepira, ki želi vse vzdigniti v prepir. Še posebej moža žene. Če ne molita drug za drugega in prosita, da Bog ukorava demone v življenjih, potem bodo začeli ustvarjati vse razne napačne razlage in nerazumevanja med njima. 5. točka. Molite, da vam bo Bog dal, da vidite vašega soproga kot žrtev.
Zato, ker demonska misel v obeh družinah je to, da je moja žena moj sovražnik in moj mož je moj sovražnik. In mnogokrat so moje ženine besede bile, ti zmagaš, v redu, ti zmagaš, predam se. In ko to predstavim stvari, ki jih ni želela slišati, v njenem umu so demoni rekli, to je boj med možem in ženo in on zmaga in jaz zgubim. In pogosto v njenem umu ali pa v naših vseh umih se dajejo misli, da gre za boj in da ena stran zmaga in druga stran zgubi. Napačno. Ko midva ne prideva na isto raven s soprogom, potem vsi izgubimo. Mi izgubimo v našem zakonu in otroci izgubijo, ker vidijo, kako trpimo v prepiru. In demon prepira zmaga. Razumite, da v vsakem domu je demon prepira. In ko je prepir zmagan ali dobljen med soprogoma, oba dva izgubita. In demon prepira zmaga. Nihče ne zmaga. Zato se moramo naučiti, da pogledamo drug drugega, da jih vidimo kot žrtve. Zato, ker moja žena je produkt zlomljenosti njenega doma. Njeni starši so produkt zlomljenosti v njihovem domu. Jaz sem produkt zlomljenosti v mojem domu. In moji starši so produkt zlomljenosti v njihovem domu. In ko se naučimo, da vidimo, da sta obe strani žrtve in da vsi samo izživljamo travmo v našem življenju, potem začnemo postajati bolj empatični, sočutni. Nihče ni sovražnik drug drugega, oba dva sva žrtve, ki iščeva pot, kako skupaj sodelovati, da bi bila eno. Ko se tega naučimo in kako se naučiš, da drug drugega vidiš kot žrtev, naučiti se moramo, da razumemo in da se odpremo glede travm v naših življenjih. Naučiti se moramo podeliti drug med drugim traumatične izkušnje, ki smo jih imeli v preteklosti, v otroštvu. Ene izmed teh velikih reči, s katerimi se ukvarjam, ko imam posvete za pare, ki se bodo poročili, ena izmed domačih nalog, ki jim dam, preden se poročijo, reče, pejte narazen in napišite traumatične izkušnje v vašem domu. Kaj to pomeni? Kaj so bile traumatične izkušnje iz vašega doma, ki ste jih sovražili? Ko ste odrasli in ste mislili, nikoli ne bom tak in tak, ali pa kot oče, ali pa nekaj. Nikoli ne bom delal na način, kot je moj oče delal z mojo mamo. Nikoli ne bom kakor moja mama. Ali pa sovražim način, kako je moja mama kričala na očeta ves cajt. Vse te reči so traumatične izkušnje. In zakaj je to pomembno za vas, da to veste? Ker to demoni počnejo. Ko vi odrastete in ko pričnete vstopiti v zakon, v trenutku, ko vaša žena reče nekaj, ki vas vsaj približno spominja na to, kar je vaša mama storila vam, takoj pride misel, da vas poskuša napadati tako kot vaša mama. Zapomnite si, povedal sem vam na začetku, da približno 10 let najnega zakona, jaz sem včasih mislil v mislih, da je moja žena ni mene spoštovala. Vedno me je ni spoštovala. Zato, ker se je vedno na glas smejala meni. Nič posebnega bi rekel, ne? Ampak ona je oseba, ki se rada igra praktične hece in se smeje in je srečna in veseli. Za njo ni filtra, ona vedno reče, kar ji pride na misel, pač pride iz ust. Smešna in ona se bo smejala. Ampak nekako demoni so to povezali v mojem umu, da ko se moja žena smeje napram meni v javnosti, je tako, kot je to delala moja mama in je eksplodirala v cerkvi in se drla name. Demoni so to nekako prevedli v to nekaj zelo negativnega v mojem umu. Zame. In ni šlo, dokler nekaj let kasneje, ko sem šel skozi seminar o zakonu, sem odkril, da imamo vsi različne značajske poteze in moja žena je bolj sangvinik, ona se smeje na vse.
Kar pa sem jaz potreboval storiti, je to, da spremenim to interpretacijo dejanj. Prvo sem moral to prepoznati, da demoni seveda napadajo moje misli in me povezujejo in mi poskušajo me spraviti, da narobe si razlagam in interpretiram ženo. To sem prepoznal in sem tudi zavrnil te misli. In drugič, moral sem na novo razmisliti in pogledati, kaj žena počne. Namesto, da je nespoštljiva do mene, da je v bistvu, bi se moral naučiti od nje, kako se lahko smejem sam sebi. In resnično sem se lahko nekaj naučil od žene, kako sem lahko bolj sproščen, ker sem drugače bolj resen in dolgočasen tip. Moja žena, vsi jo imajo radi. In ona je bila lahko srčna in se hecala glede vseh reči. Jaz pa se moram naučiti to od žene. Ampak demoni so to nekako, to preprosto stvar malo zame naredili tako, da sem mislil, da moja žena ne spoštuje mene. In preko let se je to spremenilo v misel, da sem se poročil z napačno osebo. Za 10 let sem imel te neprestane misli. Vsakič, ko se smeje meni, je prišla misel, napačno osebo sem se poročil, napačno osebo sem se poročil. In tako se demoni igrajo z našimi mislimi. Naslednja točka, 6. Da prepoznate, da demoni želijo povezati naše travmatične izkušnje s tem, da bi narobe interpretirali dejanja naših soprogov. Lahko gre za to, da je moja žena prišla k meni in rekla, hej, imam zajtrk zate, želiš jesti? Jaz pa rečem, ne želim jesti. Ona pa reče, prosim, jej, zdaj jej. Ne želim jesti, nisem otrok. To je lahko misel, ki jo imam. In kar naenkrat se to odigra v mojem mislu. Moja mama mi je vedno silila, da storim to, kar nisem želel delati. In nekako prepiše to, ali pa pride neka slika od moje mame, kako dominira v kuhinji in pove očetu, kaj delati. In to sem sovražil, da je moja mama vedno bila avtoritativna tudi proti očetu. In kar naenkrat sem to povezal in tukaj je šlo za nekaj preprostega. V mislih moje žene, ko je bilo zgodaj, sem se zbudila, kuhala sem, to je moja ljubezen do tebe. Prosim, jej. To je njena misel. Jaz pa to interpretiram kot nekaj čisto v preteklosti, kako moj oče in mama, kako sta mene cancelala in to mi ni bilo všeč in vse te negativne misli in moje prisega, da nikoli ne bom dovolil nikoli moji ženi, da se tako obnaša kot moja mama. Zato sem zavračal zajtrk moje žene in potem sem to odrival v jezi in sva se začela bojevati, argument. Na ta način demoni delujejo v naših življenjih. To je način, kako demoni spravijo moža in žene, da napačno interpretirajo vse. In moja žena je rekla, pa to je moje delo ljubezni, potrudila sem se, da sem skuhala to, ljubim te, ti pa me zavračaš, moja ljubezen, s tvojimi groznimi besedami. Fino. Potem bom še jaz te rekla kaj groznega. In bom začela moje bombe metati na te. Ti si vrgel bombo na mene, jaz bom pa vrgla svoje bombo na te. In tako se potem vse začne. Ko se bojujeva drug proti drugim, pridejo misli v naš um, oba sva se poročila z napačno osebo in drugega sovražnika sva. In čez desetletja, preko desetletja vsega tega, se zakon uniči. Ali pa celo v nekaj letih se zakon uniči. In to demoni počnejo. Tečejo med nama obema, da ustvarjajo take napačne interpretacije. Torej, preden se poročite, ali sedaj, če še nikoli niste imeli tega pogovora, se usedita in povejte drug drugemu svojo zgodbo, traumatične izkušnje, s katerimi ste se imeli spopadli in ki jih lahko hudič uporablja kot hakel, da vas pravi, da narobe interpretirate, da povzročite, da druga stran eksplodira, recimo. In tega niti ne morejo razumeti. In kakor jaz vem, in ko razmišljamo o teh zlomljenosti v naših življenjih, potem postanemo bolj empatični. Vsi smo žrtve. Oba dva imava traumatične izkušnje in te traumatične izkušnje nekako prineseva tudi v zakon. In demoni se pač igrajo z nama, da bi povzročili čim več misinterpretacij, da se ne razumeva. Preproste male stvari pač eksplodirajo v 3. svetovno vojno. Atomske bombe se začnejo metati. Na ta način delujejo v naših življenjih. Zelo pomembno je, da se usedete in podiskutirate te reči.
Kako se potem spopademo z rečmi, če smo že poročeni? Torej, pred poroko, domača naloga pa je, da preberete poglavja Adventist Home o možu in ženi mnogokrat in potem podelita svoje izkušnje iz preteklosti drug z drugim. Kaj pa, če ste že poročeni? Zelo pomembno je, da se usedete in imate ta pogovor. Ampak, poleg tega, na tedenski bazi, vsaj enkrat na teden, mož in žena se morate usesti in podeliti drug z drugim frustracije in podobno. Torej, morate imeti ta čas, kjer se dobita skupaj, usedeta in povedata drug drugemu in se razbremenita. Prizadet, razburjen sem bil zaradi tega in to in ono in nisva imela časa, da sva to lahko rešila, ampak rad bi ti povedal, da sem razburjen. Na drugi strani pa ona reče, mene je pa to motilo, pa uno, gor in dol, to me je frustriralo in razjezilo me je. In to se je zgodilo. In na koncu tega morata obe strani se opravičiti druge. Oprosti. Oprosti za to, kako se počutiš. Oprosti za to, kako sem deloval s teboj. In priznati, kaj je druga stran tudi rekla. In se opravičiti za to. Ni potrebno, da gremo v detajle, da se odločamo, ali so fakti pravilni ali ne. Ker, veste kaj, obe strani imata različno perspektivo. Zakaj? Zato, ker demoni hranijo naše misli in včasih ne vemo, kaj so te fakti. Fakti v bistvu niso pomembni. Najbolj pomembno je, da se opravičite drug drugemu. In eden izmed največjih težav v družini danes je in v cerkvi tudi, da se ne opravičujemo drug drugemu. Ne rečemo oprosti. Tako težko nam je se pripraviti, da bi rekli nekomu oprosti. Sprava je težka, ko prvič pričnete. Zato se moramo naučiti iskreno in globoko iz našega srca povedati drug drugemu, da nam je žal. Mimogrede, veliko lažje bi bilo, če bi cerkev storila svojo prakso, da bi na pravi način opravila obred ponižnosti. Mi tega ne počnemo pravilno v naših cerkvah. Ellen White je rekla, da ne smete iti v Gospodovo večerjo, če niste bili spravljeni pri obredu ponižnosti. In to velja za celo cerkev. In vsi želimo biti eno telo. Vsi se morate spraviti, če vas Sveti Duh v nečem prepričuje. In če boste to storili, potem to ne morete storiti v 10-15 minutah, kolikor to traja v cerkvi. Zato smo to storili, spremenili v ceremonijo, obred, tako kot so Judje storili žrtvovanje v obred. Pozabili smo pomen in pomen je bil, da molimo in vprašamo Boga, kdo je Judež v mojem življenju, kateremu moramo prati noge prvo. Ne umivaš nog svojim najboljšim prijateljem, z možom in ženo, razen, če gre za spravo, ki se mora zgoditi. Ne umivaš priročno nekoga, ki je ravno prišel v cerkev, noge, ampak Judeževe noge prvo. Kdo je Judež v vašem življenju od zadnjega četrtletja? Njegove noge morate omprati. In če boste to storili, bo trajalo veliko dlje za nas, da bi upravili obred ponižnosti. Pri nas, od začetka tega leta, smo popolnoma spremenili ta način, kako to dojamemo. 4 uri potrebujemo za to. In ko umijemo noge, 30-40 ljudi nas je, ampak vsak moli, da Bog jih prepriča v srcu, čigave noge naj umijejo, oziroma s kom se morajo spraviti. In počasi se učimo to spraviti v prakso kot cerkev. V družini se moramo naučiti, kako se spraviti, in tudi v cerkvi se moramo naučiti, kako spraviti. In Bog nam je dal obred ponižnosti, da vsako četrtletje lahko težke sprave tudi opravimo. In če bi to storili, bi Bog odpravil tudi vse probleme srca, ki jih imamo v cerkvi danes. Tedensko se moramo zbrati kot par, mož in žena, in graditi morava neko kulturo tega, da rečemo oprosti vsem, kar počnemo. Treba je iti iz poti, da bi sploh to pokazal otrokom, da ne vidijo tega. Odrasel sem v domu, kjer je moj oče bil Kitajc in Kitajci ne rečejo nikoli oprosti. Ne spomnim se, da bi oče kdaj rekel oprostil.
nam. In to je v mojem srcu tudi neko prepričanje, da moji otroci me morajo videti, da rečemo oprosti. In tudi jaz moram reči mojim otrokom oprosti. In če se karkoli zgodi, če je Bog nekaj dal na moje srce, grem v spalnico otrok in jim porabim nekaj časa in jim rečem oprosti. Zato morajo tudi oni videti, da jaz rečem moji ženi, da rečemo oprosti. In obratno, žena meni. Sicer bojo mislili, da jim ni treba reči oprosti, potem se jim ni treba spraviti, ne? In mnogo domov nismo prakticirali sprave, zaradi tega, ker demoni naredijo to tako težko za nas. V Bibliji pa najboljši primer tega je sprave, kako pomembno je Bogu, da po 20 letih je Bog Jakoba nekako naredil, da je šel nazaj, da je rekel oprosti Ezavu. Tako pomembno je bilo to Bogu. Ker Ezav ni šlo za to, da bi Ezava dobil nazaj k Bogu, ampak za Jakoba, da je očistil svojo vest in da odstranil bremena, ki so ga težila. Po 20 letih je Bog rekel, pejdi nazaj k bratu. In Jakob rekel, a si siguren? Ja, kar pejdi. In Jakob je dobil paniko, ko je slišal, da Ezav prihaja s 400 možmi, da bi ga ubil. To ni bila šala. Ampak ko je prihajal bliže in bliže, se je Jakob bojeval z Bogom, da bi Bog spremenil Ezavovo srce. In za tiste izmed nas, ki nas skrbi, ali se bo naša žena spremenila, ali se bo njeno srce dejansko spremenila, če bom rekel oprosti, ali pa mi bo naredila še težje v življenje, bo rekla morda še kaj drugega, da me bo pobila. Spomnite se zgodbe Ezava in Jakoba. Če molite, preden se spravite, če je potrebno, bo Bog poslal angela v sanjah in bo rekel, spravi se, sicer ti bom nekaj naredil. In do časa, ko je Ezav prišel, je že spremenil njegovo srce. In to je bilo to zdravljenje Jakoba, te sprave. Sprava je zelo pomembna v cerkvi. To je skoraj edini faktor v naši cerkvi, ki preprečuje izlitje Svetega Duha. Če se spomnite, 50-tice, kaj se je zgodilo? Šli so v zgornjo izbo, ne vem, če to je ista zgornja izba, ko so bili z Jezusom, ampak sigurno je bilo to drugič, ko so bili tam in zelo jasno je bilo to v njihovem spominu, ko jim je Jezus umil noge. In sedaj je Jezus rekel, naj gremo v zgornjo izbo in naj ga počakamo. Morda moramo mi še enkrat to storiti, umiti noge. In so to storili in tako so se spravili drug z drugim. In Sveti Duh se je izlil. Ne gre samo za molitev za Svetega Duha. Mnogo izmed nas moli za Svetega Duha, ampak ne vidimo moči od Svetega Duha. Zakaj? Ker nismo storili težkega dela sprave. In nismo molili iskreno, da bi Bog spremenil naše srce, da bi lahko imeli popolno spravo. To je ena največjih problemov v cerkvi. Če bi se vsi naučili reči oprosti, bi veliko ran bilo ozdravljenih. Amen? Poslal vam bom nek seminar za zakonce, ki je nekako bil tudi odločna bilka v najnem življenju, ko so bila na tisti poti ozdravljenja po 2019. 2020 je nekdo prišel in je imel ta seminar in to je res spremenilo način, kako razmišljamo. In kar je bilo povedano na tem seminarju, bom podelil z vami, je to, da vsi pridemo skupaj z različnimi značaji. Vsi pridemo skupaj in mnogokrat Bog pripelje ravno nasprotja skupaj. Večinomkrat. Torej, če sem jaz recimo kolerik, sangvinik, kolerik je tist, ki je zelo organiziran in sangvin je zelo srečen in se rad heca, rad je center pozornosti, tudi center zabave. In potem Bog pripelje ženo, ki je flegmatik ali pa melanholik. Melanholik je zelo kreativen, pozornost na detajle, ampak zelo negativen. Flegmatik pa je zelo introvertiran in intendira nekako, da je nekako manj proaktiven pri delu in je bolj sledilec. In takoj, ko prijete skupaj, Bog, demoni začnejo pričenjati, da mislite,
da nismo za skupaj. Nisva si enaka. Jaz sem kolerik, jaz rad grem hitro, jaz rad razmišljam hitro, rad se hecam, rad grem ven, zelo sem karizmatičen, ampak moja žena je zelo tiha, počasna in se počasi premika. Zakaj ne more biti taka kot jaz? Je misel, ki vedno pride v naše misli. Zakaj ni taka kot jaz? Jaz sem hiter, razmišljam hitro. Naj vam dam primer. Ko je naša hčera naj bi se rodila, sva se z ženo usedla in sem ji rekel, rodila se bo hčerka. Želim planirati 5 do 10 let. Naprej. Kaj bova storila za našo hčerko? Kje bo šla v šolo? Kako bova disciplinirala otroke? Kakšna bo struktura? Kakšna je vizija? In moja žena je bila, nimam pojma. Nisem razmišljala o tem. Sem rekel, ok, to so moje misli. In potem mi povem moje misli, vse to zapišem, dam strukturo in to, kar počnem. In potem moja žena začne zehati. In potem 10 minut kasneje reče, ali grem spat? In tisti trenutek demon prepira, pride v moje misli in pravi, napačno osebo si se poročil. In mi je dal misli, da ni povezave med mano in ženo. Da nisva duševna partnerja. Bratje in sestre, to je laž. To je velika laž. Ni take stvari kot te čarobne povezave. Zato je treba delati. In Bog pravi skupaj ravno nasprotje, zato ker želi, da nas druga stran izpopolni. Če bi Bog spravi skupaj iste talente, kot jih imam jaz z mano, bi imel to čarobno vez z njo, karkoli rečem, da ona lahko zaključi tudi moj stavek, recimo, ne, potem bi bilo to zelo enodimenzijsko. Ampak v vseh teh letih, še posebej odkar sva začela ministry z restauracijo, kjer je veliko mladincev prišlo k nam in živi pri nas in smo nekako njihovi starši, ker živijo pri nas, sem odkril, da moja žena zelo dobro kuha. In zavedal sem se, in Ellen White tudi pravi, da je talent kuhanja vreden 10 talentov. Katerkoli talent sem imel, je njen talent kuhanja vreden 10 mojih talentov. In razumel sem to in cenim to, ker brez nje bi moji otroci ne bi bili hranjeni z dobro prehrano. In ne bi moral ljudi in mladih povabiti naš dom. Ne bi imeli družinske atmosfere in ne bi bilo mogoče, da bi imeli restauracijo brez njenega menija. In ne bi moral imeti lepo dekorirati dom, ker je ona umetniška, jaz pa nisem. Jaz imam te ideje, da so moji talenti, vizije in o biznisu, financah, da je to veliko boljše kot njeni talenti o kuhanju in vse te druge reči, ko gledam navzdol na njihove talente, njene talente. In to demoni počnejo z nami. In to je še en razlog, kjer lahko postanemo sovražniki. In smo se poročili kao z napačno osebo. To so smeti od hudiča. Bog naj jo je spravi skupaj, da bi najni talenti se dopolnjevali. Njeni talenti so lahko zelo mogočna vrednost za službovanje, ki ga delava skupaj, da podpira mene. In naučil sem se, zavedam se, da ko naj Bog spravi skupaj, se pravi, ko sva prišla skupaj, sva se treškala z glavo, nekako. Ampak samo male se morava naučiti, da greva mimo, in potem padeva skupaj in sva eno. In če se naučimo ceniti drugega talente in se naučimo videti, kako v bistvu spadamo skupaj, potem bi bili toliko veliko močnejši kot par, mož in žena. In veliko bolj izpolnjeni bi bili, za razliko od tega, zakaj nisi tak kot jaz, zakaj ne razmišljaš tako kot jaz, zakaj ne delaš to, kar jaz delam, zakaj ne more biti vse jaz. Namesto, zakaj ne bi poskušal videti, kako midva skupaj funkcionirava in cenim talente, ki jih ima ona, in vsi se moramo zavedati, da je naša vloga v zakonu, da se naučimo postati ljudje, ki znamo razorožiti bombo. Namesto tega pa pridemo v zakon in si mislimo z našo polomljenostjo, vržeš bombo, jaz vržem bombo.
Ko jaz vržem bombo, pričakujem, da ti vržeš bombo. In zaradi tega, ker smo sovražnika, bolje, da sem zavarovan, da imam svoje varovalo. Ni dobro, da spustim moje varovalko, ker on lahko 2 bombe vrže name. Zato bom jaz držal svojo obrambo in poskrbeti moram, da imam svojo municijo. In ko bo ona vrgla bombo, bom tudi jaz vrgel bombo. Ampak če bi se le naučili biti razoroževalci bomb, potem bi hitro ugotovili, da če jaz rečem te reči, da to pač razumname mojo ženo, zato je bolje, da nič ne rečem takega. Bolje je, da molim, da mi Bog da modrost, da mi pokaže, kako lahko ljubim mojo ženo. In prvo, da sem tiho. Zato, ker v tišini je varnost. Če se naučim biti tiho, je to eden izmed ključev, ki razoroži bombo. In sedaj moram ugotoviti tudi druge ključe. In tako, v tem, ko to apliciram, potem se moram zavedati, realizirati, da možje in žene zelo različno razmišljajo. Ženske so zelo čustvene. In včasih, ko se ženske pritožujejo nad možmi ali pa kritizirajo možje pač reče, ok, veliko nekoherentnih dejstev je naložila name in sedaj moram tudi jaz zgraditi svojo zadevo. In tukaj so moja dejstva, ki se bodo soočale z njenimi fakti. In kar naenkrat se ne samo sovražnika, ampak sva na sodišču. In ona je ravno rekla, vse te reči, ki se meni zdijo popolnoma nore, in bom šel sedaj stran in bom najdel moje fakte, ker jaz sem bolj logičen, in bom predstavil moje fakte njej. In na koncu tega bo ona, ok, zmagal si. Si srečen? In potem gre ven. In zmagal sem argument, ampak zgubil sem zakon. Vojno sem zgubil. Možje, naučiti se moramo realizirati. Ko se žena pritožuje glede nečesa, ona v bistvu razmišlja čustveno. Mi pa poskušamo razmišljati logično. Ona je podala fakte, torej se moram odzvati na te fakte in jih moram odbiti. Ampak ženske v bistvu takole razmišljajo. Nekaj me je vzilo za nekaj, kar je on storil prejšnji teden ali pa prejšnji mesec. In sedaj bom potegnila vse, kar si lahko spomnim, da bi lahko dobila ga, da bo razumel, da nisem zadovoljna z njim od prejšnjega tedna, prejšnji teden. Zakaj? Zato, ker nisi pokazal tvoje ljubezni meni. Ženske potrebujejo, da so ljubljene. Ženske potrebujejo čustveno ljubezen. In potrebujejo, da čutijo, da so kraljice doma. Čutiti morajo, da so tik pod Bogom one številka 2. Vedeti morajo, da cenim njo in da moram videti preko vseh teh dejstev, ki jih dajejo pred mene. In moram imeti, moram reči, ok, deva te fakte malo na straj, neham poslušati faktom, torej, če se pritožujejo o meni, nisi nesel smeti, grozen mož si, vse, kar razmišljaš, je samo o Bogu. In jaz, kaj pa je narobe s tem? Si mislim, ne? Ampak to ni to, kar je hotela povedati. Njeno bistvo je, da me ne ljubiš na način, kako želim, da me ljubiš. In jaz moram priti do te točke. Pravi način, kako bi se odzvali, je tako. Sicer to meni ne uspe vedno, ampak bom dal tukaj, bom povedal. Draga, slišim, da si razočarana nad mano in da si dala nekaj stvari pred mene. Ali je še kaj drugega? In moliti moramo, da bi Bog pomagal nam brezčustvenim moškim, da bi nam dal emocionalno inteligenco in da bi nam Sveti Duh dal vpogled v to, da vidimo preko teh besed, ker za nas moške je to, debata, super, besede, jaz bom pa dal moje besede, tukaj imate dokaze, jaz imam svoje dokaze, poglejmo logično debato. Tukaj ni logike. Tukaj ni logike v debati z ženo. Ni namenjeno, da je logično, ampak čustveno. Ko ženske mečejo besede, morajo moški dati besede na stran in reče, ok, kaj je tvoj emocionalni problem? Kaj nisem storil, da bi izpolnil tvojo emocionalno potrebo?
Če se pogledamo Efežane 5:25, tam piše: možje, ljubite žene svoje, kakor je tudi Kristus ljubil cerkev in je samega sebe dal za njo. Torej, dali bi svoje življenje za cerkev. Ženske morajo videti može, kako ljubijo požrtvovalno. Videti morajo, kako žene ljubijo s tem, da jih dajo tja gor in se žrtvujejo delo in vse te reči, zato da bi lahko ženine potrebe bile nad njihovimi, da bi to bilo številka ena. Sicer pa za može, nam je vseeno za čustveni del. Kar pa nam je pomembno, je spoštovanje. Efežanom 5:33 piše. Naj vam to preberem. Efežanom 5:33. Poglejmo se skupaj. Ephesians chapter 5 and verse 33. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo, kakor sebe. Torej za može, zdaj pa za žene. Žene pa naj spoštuje moža. Kaj to pomeni? V Hrastki piše, žena pa se boj moža. Čaščenje. Spoštovanje. Moški ljubezen interpretira skozi, ko njegova žena njega časti. Ta ista beseda se uporablja tudi za Božje ljudstvo in kako naj bi oni ravnali z očetom. Čaščenje. In žene, ko učite svoje otroke, da ne spoštujejo njihovega očeta, bodo šli v cerkev in ne bodo spoštovali Boga očeta. Zato nimamo spoštovanja v cerkvi, ker matere v njihovem žalovanju, in to je začaran krog, moži ne ljubijo njih požrtvovalno, ne izpolnjujejo njihovih potreb po ljubezni, da so kraljice doma, da so center pozornosti moža in se odzivajo s tem, da izlivajo svoje obžalovanje v otroke. In otrokom pravijo, vaš oče je neuporaben, nič ne naredi doma, vaš oče, vse poznate, vse te skrbi in argumente, ki niso tako v bistvu koherentni. In to zlijejo otroke in otroci odrastejo. Ja, saj res, oče je neuporaben. O ja, saj res, oče, več zabave imamo, ko atija ni. O ja, ko ati prije domov, boljše, da se mu zlažem in skrijem stvari pred njim, zato ker je mama rekla, da mu ne moramo zaupati. In tako razvijamo žene, v bistvu se odzivajo tako, da uničujejo spoštovanje in kredibilnost njihovih mož. In tako se pač odzovejo otroci. Možje pa potrebujejo spoštovanje. Moški potrebujejo čaščenje. Moški morajo vedeti, da njihova žena gleda gor do njih. In zato tudi jaz mlade, ki se poročijo, vodim, rečem, če se želiš poročiti žensko in potrebuješ čaščenje, potem se poroči z nekatero, ki je 10 let manjša, ker ti bo lažje. Veliko lažje. Za tiste izmed nas, ki smo približno enakih let, je malce teže ženski, da gleda na moža, še posebej v tej poženščeni družbi, a ne? Ženska gre, ti si 2 let starejši od mene in si menedžer, tudi jaz sem menedžerka. Zakaj bi jaz tebe častila? Zakaj bi jaz mogla tebe spoštovati? Zakaj bi te mogla častiti? Saj smo skoraj istih let, imamo nekako iste pozicije, to, kar ti počneš, lahko jaz počnem in še več lahko naredim kot ti. Zakaj bi jaz mogla tebe spoštovati? To je posvetno mišljenje. In to je feministična družba ustvarila v nas. In ko ženska ne spoštuje moža in ga napada, ko poskuša moški voditi v cerkvi, ga odreže stran, ga ponižuje in ga udarja, moški pa pol, veš kva, se mi je vse. Grem ven iz cerkve. In zato je večina cerkva polna žensk. Z tega, ker so uničile kredibilnost moških, in želijo vse, kar je Bog rekel, da naj moški vodijo, in ženske so potem, jaz bi bila pastorka, zakaj bi ti mogel biti pastor, jaz bom pastorka. Brez spoštovanja. Zakaj moraš biti starešina? Jaz sem. Una ženska je boljša starešina, zakaj ni ona glavna starešina? Veste kaj, v redu? Meni je vse, vzamte vse, grem jaz stran. In veste, kdo sledi ven iz cerkve? Otroci.
Zaradi uničenja spoštovanja moških bomo uničili tudi kredibilnost moških. Torej, posvečenje, ki ga lahko daste vašim moškim, ljubezen, ki ga lahko date moškim, prosite Boga za Božjo modrost. Čeprav se čutite, kot da je glup, kako ga lahko povzdignem, kako ga lahko spoštujem, kako lahko naredim to tako, da tudi če se mi zdi, da sem bolj sposoben od njega, da se lahko postavim v zakulisje in mu pomagam. In še vedno sem lahko, če želim biti pastorka, prosim, bodi pastorka svojih otrok. Lahko si pastorka svojih otrok, ne rabiš se bojevati s svojim možem za pastorstvo v cerkvi. Ne rabiš se bojevati za biti glavni starešina v cerkvi. Obstaja kraj za žene, kjer so pastorstvo in to je dom. In ker se bojujemo za te pozicije v našem umu, negativne misli, jaz sem tako dober kot ti, zakaj te moram spoštovati, zakaj te moram povzdigovati, ti si tako glup. In včasih si ženske mislijo, veš kaj, jaz 10 stvari lahko delam hkrati, on pa eno stvar dela, pa je ne naredi dobro. Ja, jaz to priznam. Ampak tvoja služba je za voljo tvojih otrok in za voljo cerkve, da povzdignete svoje može, da spoštujete svoje može, da najdete pot, kako častite svoje može, da mu poveste, da ljubite to, kar on počne, da častite tla, po katerih hodi, da karkoli stori, da tako cenite to in cenite trud, ki ga vloži, da je on tisti, ki nosi kruh domov in da je on tisti, ki vodi dom in da je on tisti, ki poskrbi za vse nas. Hvala ti za to. In ko boste to storili, bo vaš mož šel čez opečnat zid, morda celo 10 zidov. Zdaj, ker moški rastejo v tem. Potrebujemo spoštovanje naših žena. Ko spoštujete vašega moža, to mu daje energijo, ta ekstra moč in mu pomaga vedeti, da ga žena podpira in da lahko še bolj dela. Žene morajo ljubiti moža na prav način in možje morajo ljubiti žene na prav način. To nam je dano v Efežanih 5 napisano. To so vse težke reči, če vzamemo v obzir našo družbo in našo polobljenost, ampak če molimo in prosimo za Svetega Duha, da nas spreminja, bo Bog nam dal to moč. Bog nam bo dal to modrost, da lahko apliciramo te reči. Upam, da vam je to dalo nekaj koristnih navodil, pogledov, reči, ki jih lahko storite bolje doma in reči, ki jih moramo storiti, da bi naše družine popravili. Ker mož in žena tega ne bosta spravila tega v prakso, bodo naši otroci odrasli poškodovani. Izgubili bomo otroke demonom v rečeh tega sveta, zaradi tega, ker ne vidijo ljubezni doma. In starši niso ugotovili, kako razorožiti teh bomb. Amen? Molimo. Oče nebeški, hvala ti za čudovit nasvet, ki si nam ga dal v tvoji besedi in še posebej v duhu preroštva. In prosim te, Oče, da prepričuješ naša srca, da bi šli nazaj in resnično preučevali poglavja o možu in ženi, da bi nam ti pokazal, kako smo lahko boljši može in boljše žene. In Gospod, hvala ti, ker nas nisi zapustil, da plavamo sami, da bi to vse morali sami odkriti, kar si nam dal. Da si nam dal zelo detaljne nasvete. Še več kot to, Gospod, sem ti pa hvaležen, da si nam dal Svetega Duha. In če molimo za Svetega Duha, daj nam modrost, kako lahko tudi preoblikujemo naše življenje, naše mišljenje, da ne bomo dovolili demonom, da misinterpretirajo motive naših soprog in otrok. Hvala ti, Gospod, ker slišiš naše molitve, blagoslovi nas in zapusti tudi naš zbor tukaj. Hvala ti tudi za čudovito soboto. To te prosimo, se ti zahvaljujemo v Jezusovem imenu. Amen. Hvala vam. Zdaj bojo še vprašanja in odgovori na koncu. Mr. John, Za tisti, ki bi radi zapustili, vem, da je že pozno, lahko greste. Če pa imate kakšno vprašanja, jih lahko sprejmem. Oh, okay, John's going to read the questions. Go ahead. John bo prebral vprašanja.
Yeah. Yeah, this will be from YouTube. To je z YouTube vprašanje. First question Prvo is, vprašanje. V tišini je varnost. Kako balancirate to z neizgovorjenim sporočilom? Oseba, ki prijema, ne zadovolji osebe, ki je avtoriteta, niso vredni priznanja. Torej, recimo, ko rečeš, da je tišina varnost, ne? Kako veste, da potem tudi daste sporočilo, oziroma da ne daste sporočilo, da se ne strinjate z njim, da ga ne marate. Dve reči. Obstaja kraj in prostor, kjer naj bi dali feedback, in to je v tem tedenskem srečanju, ko se združiva tisti varen čas, ko se skupaj varno pogovarjava, ampak to ne sredi prepire. In drugič, ko se odzoveš in želiš poriniti svojo točko na drugo stran, v bistvu s tem praviš, da ne verjamem, da Sveti Duh lahko to stori zame. Torej, spreobračanje je naloga Svetega Duha. Prepričevanje in vodenje k spokorjenju je delo Svetega Duha. Bolj kot poskušamo mi prevzeti to nalogo, slabše stvar postane. Torej, če smo tiho, in to je iz moje izkušnje, morda imajo drugi drugačne izkušnje, ko sem jaz tiho, dovolim Svetemu Duhu, da deluje veliko bolj močneje v moji ženi. In tako Sveti Duh lahko prepriča srce, ker če jaz poskušam braniti, in to na vse smeri deluje, ne samo med možem in ženo, ampak tudi med prijatelji. Če se vam zdi, da se morate opravičevati in argumentirati svoje stališče, potem boste vsi izgubili bitko. Če pa bom tiho in molim, bo Sveti Duh se dotaknil srca in bo prepričal srce in počasi bodo vedeli, da so morda na krivem. Okay. Naslednje Next vprašanje. question is, what do I do if my Kaj naj husband storim, is agnostic? če je moj mož there's a agnostik, unequally yoked situation. torej ni veren? Potem molite. Molite za njega. 1. Korinčanom 7 nam da nekako smernico. Če vas nevernik želi zapustiti, potem ga lahko pustite. Ampak če vernik želi ostati, potem naj delate za njegovo zveličanje. In če vas to stane do konca življenja, da jih pripeljete k Kristusu. In to je odločitev, ki ste jo storili, ko ste se odločili vleči tuj jaram. In to je vaša odločitev. In Bog vam ne bo dal izhoda tukaj. Sami morate delati do konca življenja za odrešitev vašega soproga, ki ni iste vere. Opazila sem, ne samo z mojim soprogom, ampak tudi z drugimi, da je včasih nekako ta blokada, ko oni govorijo, očitno ne razumem, kaj oni želijo povedati in jaz ne razumem, oni ne razumejo, kaj želim jaz povedati. To sem opazila, to je kot nekako grozno, spet se dogaja. Ja, sigurno. Sigurno demon prepira, želi to blokirati, a ne? Ampak del tega je tudi premalo komunikacije. Na varen način. Torej, ko komuniciramo v konfliktih in takrat, ko smo jezni in nismo sproščeni in ne poskušamo razumeti, da je tudi on žrtev, jaz sem žrtev. In zato, zakaj mi skomuniciramo? Zato, ker mi interpretiramo različne situacije. Kar je morda za mojo ženo smejanje na glas je za njo v redu. Za večino ljudi je to normalno, ni problem. In če bi ona razumela zlomljenost mojega življenja in kaj se je zgodilo pri meni doma in zakaj se odzovem tako na to, potem bi bila bolj empatična in bi razumela, zakaj sem se odzval tako. Ne, da to zdaj opravičuje tisto, ne? Ampak jaz se moram spremeniti, ampak ona lahko vsaj sočustvuje. Za razliko od tega, da si ne misli, zakaj sam ne sprejme tega, da se pač jaz smejem na glas. In ona mora razumeti, da je tukaj neka blokada. Moliti moramo. Več moliti. In Bog nas bo spravil na isto raven. Da se zavedamo in razumemo vedno bolj in da smo vsi žrtve. In če sočustvujemo drug z drugim, da smo žrtve, potem smo vsi na istem potu in da se resnično ljubimo in da poskušamo in se nekako narobe prevede komunikacija, ugotovimo, kaj je na stvari in skupaj razorožimo bombe. Še kakšno vprašanje?
Okay, that's good. Lahko zaključimo A little bit earlier than yesterday. malce prej kot All včeraj. right. Well, thanks everyone. Happy Sabbath. Hvala in blagoslovljeno And, soboto vsem appreciate, all of you guys coming. in hvaležen sem, da ste And, prišli.